Velenje je kraj, ki je povezan z mojo mladostjo. Velenje je kraj, kjer sem dosegel vse, kar sem v življenju dosegel, in Velenje je mesto, ki ga vsak, ne le jaz, lahko s ponosom predstavlja kjerkoli, kamorkoli se poda na pot in se z veseljem vrača v to mesto. Mnogo je tistih, ki nas obiskujejo, ki nam dajejo priznanja, ki nas ocenjujejo kot uspešno, razvojno mestno središče in predvsem zelo urejeno, s posluhom do ljudi, z izrazitim čutom za solidarnost, kar smo dokazali večkrat. Pravzaprav je to mesto, na katerega sem ponosen, in to me veže na Velenje. Če greva zdaj morda od enega do drugega praznika, od enih do drugih dogodkov, je ura, ki nam je namenjena, gotovo premalo. Morda sem jo ob tem, kar ste rekli, porodila misel, da je to, da ima Velenje in tudi vi, občinska uprava, čut za solidarnost, tudi objekt na Gorici. Toliko težav, ki zdaj nekako dobivajo piko. No, Gorica oziroma stanovanjski objekt, poslovno-stanovanjski center na Gorici je pravzaprav že nekaj let nočna mora. Predvsem zaradi tega, ker je bil umeščen v zelo neposredno izbran časovni okvir. Torej v čas, ko je Slovenijo zajela kriza, seveda tudi ostale države Evrope, tudi sveta, in načrtovan takrat, ko te krize še ni bilo. In ko bi se izgradnja pravzaprav šele naj začela, takrat sem jaz tudi začel mandat župana, smo imeli na Gorici samo veliko gradbeno jamo, ki je ogrožala sosednje objekte. Ne povem, da so to predvsem stanovanjski objekti in na drugi strani osnovna šola Gorica. In bili smo brez denarja za ta tržni del tega poslovnega centra, ki bi ga moral zagotoviti svoj investitor, v tem primeru IGM. Tako je bila podpisana pogodba. In z velikimi napori, tudi z posegi, ki so bili nepredvideni, smo ta projekt skupaj s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, ki je sodeloval pri tej investiciji, namreč mi bomo s tem pridobili 132 stanovanj in 191, mislim, da pokritih parkirišč oziroma mest v garažni hiši, polovico sredstev zagotovil Stanovanjski sklad in zagotovil tudi polovico sredstev občinskega dela investicije v obliki kredita. Tako da smo imeli partnerja torej tudi na državnem nivoju in skupaj seveda s soinvestitorjem, ki je potem tudi iskal podizvajalce in tiste, ki so skupaj z njim dogradili ta objekt. Tu je seveda tudi HTZ znotraj Premogovnika Velenje, ki so objekt dokončali. Mi smo v juniju mesecu upravili tehnični pregled. Bilo je kar nekaj pomanjkljivosti, ki jih je bilo potrebno odpraviti, in 28. avgusta smo upravili drugi tehnični pregled, ki je bil uspešen. Zdaj smo v fazi kvalitetnih pregledov in odprav pomanjkljivosti v teh naših stanovanjskih enotah in računam, da bi potem seveda s pridobitvijo uporabnega dovoljenja, ki smo ga dobili, lahko do konca meseca vselili družine, ki čakajo na seznamu za ta stanovanja. Verjamem, da so se načakali, vendar na koncu se bo vse dobro izteklo. Z velikimi napori, ki smo jih v ta objekt, v to investicijo vlagali, bomo to končali in kot ste dejali v vprašanju, tudi to je neke vrste solidarnost do ljudi, ki potrebujejo stanovanja. Ne nazadnje bodo ti ljudje ta stanovanja tudi plačevali najemnino, ampak kljub vsemu, če stanovanj ni, so seveda problemi lahko veliki, pravzaprav nepredvidljivih razsežnosti, če družina nima pogojev za normalno bivanje v okolju. In rešili bomo s tem vse probleme, ki smo jih imeli na tem razpisu, potrebe pravzaprav, če že niso problemi. Bomo pa v kratkem objavili nov razpis in prepričan sem, da se bo tudi tokrat pokazalo, da
ljudje stanovanja potrebujejo še vedno v Velenju, čeprav jih je nekaj na prostem trgu, vendar najemnine v privatnih stanovanjih so visoke, potem tudi ravnanje lastnikov je nepredvidljivo, tako da ljudje si pač želijo eno trajnejšo rešitev. Mi hkrati še vedno vodimo ta postopek, da vsem tistim, ki so zainteresirani za nakup stanovanj, v katerih bivajo, ta stanovanja tudi prodamo. Odziv ni prav velik, se je pa ponovno pričel pojavljati, kar kaže, da so nekateri le zaznali, da se pri tej gospodarski rasti lahko obrnemo tudi v investicije, dolgoročnejše, in če bodo banke temu sledile, seveda bodo posamezniki to tudi storili. Hkrati pa to za nas pomeni, da dobimo denar za nove stanovanjske enote. No, in če končam s to Gorico, ki je bila vredna oziroma je vredna 24 milijonov evrov, nekaj več kot 11 milijonov evrov je naš del, kot sem že dejal, polovico stanovanjski sklad, in s tem denarjem bi lahko na podoben način z enakim rezultatom seveda tudi kupili stanovanja na trgu, če bi ta stanovanja bila po takšni ceni. Je pa res pri tej investiciji potrebno poudariti, in to želim na koncu tudi poudariti v zvezi z Gorico, da je to bil edini možen način takrat pridobiti soinvestitorja oziroma pridobiti sredstva stanovanjskega sklada. Zato se je župan tudi odločil tako, kot se je odločil, in mislim, da se je odločil dobro. Seveda so bile pa nepredvidljive zadeve na obzorju, ki jih nihče ni takrat še zaznal, in potrebno je bilo potem ta objekt enostavno končati. Kot sem pa že dejal, verjetno se takšnega projekta ne bi lotili več v lokalni skupnosti. Sam sem veliko bolj naklonjen temu, da pač tisti, ki denar ima, stanovanja zgradi, investira in potem konkurira na razpisu mestne občine, in če je ugoden in če je najugodnejši, potem ta stanovanja tudi proda in občina kot kupec zagotovi nova stanovanja svojim občankam in občanom. Prenaporno je, da ne rečem zoprno, voditi takšno investicijo, kot smo jo vodili v tem primeru, in si je ne želim ponoviti. Rekli ste, Velenje je lepo, Velenje je zgledno urejeno, in morda smo se in so vse tisti, ki so prihajali tu in tam, spotaknili ob tisto prvo, kar so naleteli, to pa je bil Standard, ki danes dobiva eno čudovito podobo, in tudi Standard, torej ta stolpnica s tem spodnjim delom, ki je bil nekaj časa malo zanemarjen, je mogoče tudi ena solidarnost, drugačna, pa vendarle do tistih mladih, ki vstopajo v poslovni svet. Ja, to je pravzaprav zelo zanimiv projekt, ki je naletel tudi na nasprotovanje sicer posameznikov in pa enega dela opozicije v mestnem svetu, Mestne občine Velenje. Stranka SDS je temu projektu skorajda nasprotovala, lahko bi temu tako dejal, ampak bolj se mi zdi, da gre zdaj že za to igro, nasprotujemo, tudi če čisto natančno ne vemo zakaj. Važno je, da se tistemu, ki mu je zaupano upravljanje lokalne skupnosti, nasprotuje in se nekako zrcali slika z državnega nivoja na lokalni nivo. To, kar smo v preteklem mandatu uspeli preseči in vzpostavili neko sodelovanje, ki se kaže tudi v grafih, ki jih objavljajo dnevni časopisi, in kjer je viden investicijski preboj Mestne občine Velenje v zadnjih letih. To je seveda zasluga vseh nas, ki smo pri tem sodelovali, in takšno sodelovanje bi si želel tudi v prihodnje, ne zgolj nagajanje. Govorim pa o tem v tem primeru zato, ker gre za prostor, kot ste sami ocenili, na vstopu v mesto Velenje. Jaz nimam nič proti podjetniškim idejam, proti trgovini, ampak vseeno se mi zdi, da tam na vhodu v mesto ti lampinjončki, ki so viseli pred kitajsko trgovino, ki je bila v Standardu, ne sodijo na to mesto. Nenazadnje je to slika mesta, ko človek prihaja in si že tam ustvari tudi podobo o mestu, in če so prej bile v teh prostorih trgovine in če to ni motilo ljudi, stanovalcev, potem dvomim, da bi jih lahko motili podjetniki
ki bodo z dejavnostjo, ki ne bo moteča za okolje, ustvarjali nova delovna mesta, načrtovali svojo prihodnost pod ugodnimi pogoji, z ugodno najemnino. Približno 2000 kvadratnih metrov poslovnih prostorov s tem pridobivamo in tudi vitrine, izložbe pravzaprav bodo urejene tako, da bodo ljudje imeli razlog sprehoditi se mimo tega objekta, si izložbo ogledati in si seveda sami ustvariti mnenje o tem, ali je objekt zdaj v boljšem stanju ali je v slabšem, kot je bil preden smo vanj investirali. Pa še nekaj je pomembno pri tej zgodbi o podjetniškem centru Standard, poleg tega vsebinskega, ki ste ga navedli v vprašanju in govori o tem, da seveda mladi potrebujejo prostor in da je to tudi neke vrste solidarnost do teh, ki želijo ustvarjati svojim znanjem, energijo, ne nazadnje tudi rokami, je seveda to, da smo mi bili zelo uspešni pri pridobivanju nepovratnih sredstev. Mi smo na tako imenovanem 8. javnem razpisu, ki ga imenujemo tudi Petrolov razpis, pa ne zato, ker bi ga Petrol financiral, ampak zato, ker so sodelavci stali v Petrolu v polnoči v vrsti in čakali, da bodo oddali ponudbo na razpis, prijavo na razpis. Bili smo uspešni, v prvi minuti po 12. uri ali pa prvi minuti tistega dne, ko je bilo določeno, smo oddali ponudbe in s tem tudi konkurirali na sredstva in tako pridobili sredstva za podjetniški center Standard, pa tudi za obnovo galerije in ne nazadnje smo pridobili na ta način približno 1 300 000 evrov. Investicija pa je vredna približno 1 700 000 evrov, kar seveda pomeni, da smo mi zagotovili 400 000 evrov, 1 300 000 evrov smo pa dobili nepovratnih sredstev, kar je bila praksa delovanja občine v preteklem letu in tudi v preteklem mandatu. Na ta način se seveda da investirati v projekte, ki jih sicer sami ne bi zmogli. Na ta način bomo tu na vhodu v mesto Velenje poleg reprezentančnega objekta Vile Bianche, lepo urejenega krožišča, pridobili še pritličje v izmeri 2000 kvadratov, na katerega bomo seveda ponosni in ki bo omogočalo različne aktivnosti, od coworkinga do prepletanja teh malih podjetnikov, do sedeža Saša inkubatorja, kot seveda tudi en del za naše aktivnosti na področju, lahko bi temu rekli, tudi ozaveščanja ljudi pri odmetavanju oziroma pri tem, ko nekatere stvari zavržejo. Ljudi smo že navadili na to, da imamo v Velenju prostor, center ponovne uporabe, kamor te nepotrebne, za njih nepotrebne stvari dostavijo ali moji sodelavci gredo in jih pripeljejo v ta center, jih obnovijo in jih po minimalni, torej nizki ceni prodajo tistim, ki jim pa to nekaj pomeni. No in ta vsebina se bo zdaj iz objekta pri poslovnem centru Rudarski dom selila v Standard, kjer bo bliže ljudem, bolj na očem in mislim, da bo s tem tudi pridobila v obsegu poslovanja. Ne samo srce mesta, torej mestno središče, skrbite tudi za to, da je bolje prebivalcem krajevnih skupnosti, ne nazadnje različne sanacije plazov, vodovod, Vinska gora, ceste. Vse to je tisto, s čimer se, kolikor verjetno finance dopuščajo, želite približati tudi prebivalkam in prebivalcem, ki ne živijo v samem mestnem jedru. Res je, in če tega ne bi počeli, potem seveda ne bi skrbeli za nek skladen razvoj mestne občine Velenje, kar pa je naš cilj. Mi se ne moramo ločiti na mesto in primestne krajevne skupnosti. Tu živimo občanke in občani mestne občine Velenje in tako poskušamo tudi urejati zadeve. Zdaj, v zvezi s cestami je potrebno poudariti, da smo s koncesijo, ki je podpisal prejšnji župan, gospod Srečko Meh, uspeli zagotoviti izvajanje projekta, ki je primer dobre prakse in bi ga verjetno v ostalih občinah z veseljem tudi izvajali, če ne bi prišel ta čas,
ko enostavno investicije na področju gradbeništva, obnove cest niso bile zaželene strani bank in jih banke tudi niso pravzaprav investirale. To so pa posegi, ki zahtevajo veliko sredstev, v desetine milijonov se to pravzaprav šteje. In ta koncesija nam je omogočila, da smo v zadnjih letih izvedli preko 70 km asfaltiranja na teh lokalnih cestah, kar seveda pomeni, da niti približno tega ne bi storili, če ne bi imeli te koncesije. In praktično smo ves makadam spremenili v asfaltne ceste. Nekaj malega je še ostalo, ta mesec bodo to tudi dokončali. Tudi tu je bila sicer zgodba, ki je bila deležna naše posebne pozornosti in ki je predstavljala težave predvsem za izvajalca. Koncesionar je imel precej težav pri pridobivanju in zagotavljanju sredstev. Brez sredstev pa seveda asfalta ni in dela na cestah ni, ampak tudi z razumevanjem sveta mestne občine Velenje in predsednikov ter svetov krajevnih skupnosti, nenazadnje občank in občanov, ki pa so sanacije teh cestišč oziroma preplastitve sprejemali kot dobre, se je to dovolilo podaljšati koncesijo oziroma obdobje, v katerem mora koncesionar obnoviti vse občinske ceste, in tako bo zdaj v tem mesecu s temi obnovami tudi končal. Gre še za nekaj sanacij v naslednjem letu in potem vzdrževanje teh cest še naslednjih 10 let. Veliko tega smo postorili in to so občanke in občani tudi zaznali. Seveda smo sanirali tudi kar nekaj plazov. To je vedno nedokončan posel, ko saniraš enega, se ti ponovi oziroma pojavi drugi. Zdaj, če omenim v zadnjem letu in pol najbolj obsežne občinske operacije na področju saniranja plazov je Grajski grič. Približno 250 tisoč evrov je bila potrebna ta sanacija, ker je enostavno grič pričel plazeti v dolino. To nam je seveda pokvarilo tudi načrte z investicijo skakalnega centra. Ta denar, ki smo imeli namenjen za investicijo v skakalnice, smo porabili za to, da smo stabilizirali brežino oziroma smo stabilizirali hrib, ki je drsel, in pa plaz, ki je posledica žledu in vseh teh dogodkov, tudi prej teh nalivov, je plaz Vekavče, ki je ravno tako bil saniran in je tudi njegova vrednost presegala 250 tisoč evrov. Torej smo veliko denarja porabili za to. Seveda so pa drugi plazovi, pri katerih sodelujemo pri sanacijah, in pa to, kar ste omenili, vodooskrba. Mi smo letos pristopili k sanaciji vodovodnega sistema in zagotavljanju normalnega pritiska, ki ga ljudje potrebujejo za to, da jim na pipi sploh priteče voda v sušnih obdobjih. Tako imenovani Jakec, vodovod Jakec, bo letos končan. In pa v Vinski gori, kjer je bilo v preteklih letih v omrežje vodovodno Vinske gore investirano približno toliko sredstev, da smo zagotovili 20 km vodovoda, ga je še 6 km ostalo in 2 odseka letos izvajamo. Računam, da bomo tudi v rokih končali, kar seveda pomeni, da bomo tudi na tem območju potrebovali oziroma financirali približno 600 tisoč evrov, ker bomo en del te trase porabili tudi za kanalizacijsko omrežje, približno 400 metrov, tako da ta investicija znese več kot pol milijona evrov. To so investicije, ki so seveda možne samo recimo na področju vodovoda, če imamo dobro oskrbo z vodo. In v sklopu kohezijskega projekta Vodooskrba Šaleške doline smo seveda poskrbeli za zadostne, kvalitetne količine vode in to nam omogoča tudi širitev te mreže na vseh območjih in hkrati zagotovilo, da imamo vode več kot dovolj tukaj v Šaleški dolini in da ni strahu pred sušnimi obdobji. Seveda gre pa za to, da imamo kvalitetno vodo in to je projekt, ki je recimo po obsegu in po financiranju največji v mestni občini Velenje v zadnjih letih.
da ne rečem tudi desetletjih, vreden je bil na začetku 43 milijonov evrov. To seveda pomeni približno toliko, 43 km vodovoda in pa 3 čistilne naprave. Mi smo vso to investicijo uspeli končati v obsegu sredstev približno 36 milijonov evrov, torej 6 milijonov, 7 milijonov manj, kot smo načrtovali in izvedli vse tako, kot je potrebno. Imeli smo tudi nadzor že nad tem našim projektom in z zadovoljstvom ugotavljamo, da je vse tako, kot mora biti, kljub temu, da so nas nekateri pri izvajanju razpisov opozarjali, da gre za vodovodno afero. Še danes vidim naslov tistega članka v enem izmed časopisov, kjer je pisalo, da se je župan Velenja znašel v vrtincu vodovodne afere. No, te afere ni ostalo nič, je pa investicija končana in jo bomo predali namenu. Pomembno pri tem pa je, da več kot 80% sredstev je zopet bilo pridobljenih na razpisu, torej nepovratnih sredstev. Brez teh sredstev tega projekta ne bi mogli izvesti oziroma bi ga izvedli v naslednjih 10-20 letih z veliko večjimi težavami in z veliko večjim odrekanjem v proračunu, ker financiranje je pač takšno, kot je, toliko sredstev, kot imaš, plus zadolžitev za projekte, ki potem sredstva vračajo nazaj v proračun in to je to. Tako da smo lahko na ta projekt zelo ponosni, seveda ga pa ljudje ne opazijo, ker bistvene spremembe v kopalnici, kuhinji, sanitarijah pač ni. Voda še vedno teče in gradbišča so bila pa pravzaprav neopazna v centru mesta, ker smo gradili vodovod na tem delu, ki ne poseže v samo središče mesta. Sama številka 42 km za 3 občine, Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki, pa sama po sebi pove veliko in 3 čistilne naprave, ki izgledajo tako kot 3 srednje velika podjetja v dolini, tam, kjer stojijo, pa seveda pomeni in sporoča pomembno sporočilo, ki pravi, da, kot sem že dejal, v Velenju oskrba s pitno vodo ni problem. Seveda so pa določene gospodinjstva, ki te pitne vode še vedno nimajo in so težave, vendar so stroški oziroma investicije v takšne objekte, ki stojijo na samem in odmaknjeni od vodovodnega omrežja, precej drage. Kako bomo to v prihodnje reševali, sicer v tem trenutku ne vem, ampak če bo politika takšna in v državi bi politika takšna morala biti, da imajo vsi pravico do pitne vode, potem bomo skupaj morali iskati rešitev, kako tudi to zagotoviti. Je pa odstotek, ki ga v mestni občini Velenje imamo glede pokritosti vodovodne oskrbe, zelo visok, nad povprečjem vsekakor v Republiki Sloveniji. In če je ta projekt, o katerem ste govorili, šel mimo prebivalk in prebivalcev, tako da bi bil zelo moteč, pa je eden izmed projektov takšen, ki je veliko veselje vam, prebivalkam in prebivalcem, pa tudi tistim, ki v Velenje oddaleč prihajajo, to pa je Velenjska plaža. Ja, Velenjska plaža je prav posrečen projekt, ki smo se ga lotili nekaj let nazaj, tako korak po koraku, z nobeno evforijo, ampak lepo, tako kot smo pač zmogli tudi znotraj proračuna. No, v letošnjem letu smo prišli že do te točke, da je plaža takšna, da je sprejemljiva za mnoge obiskovalce tudi izven mesta Velenje. Prav zanimivo je, ko seveda potuješ po Sloveniji, pa morda tudi nekoliko širše, ljudje poznajo zdaj to velenjsko plažo, se sprašujejo, od kod se je vzela, kako je ta plaža nastala, če je do zdaj ni bilo. In potem je seveda priložnost vsakemu, če je pripravljen poslušati, povedati zgodbo o Velenju. Kako so ta jezera nastala, kako je Šaleška dolina plačala visoko ceno razvoja Slovenije in takrat tudi Jugoslavije, s tem, da se je velik del doline potopil, spremenil v jezera in na ta način so seveda pridobivali premog, ga pretvarjali
v električno energijo, prej tudi namenjali široki potrošnji za ogrevanje. Posledice so pa ostajale tukaj, ne, v Šaleški dolini, in ena izmed posledic so tudi, kot sem že dejal, jezera. To Velenjsko jezero je vsekakor velik potencial za razvoj turizma, to se je pokazalo tudi v letošnjem letu, kjer pa smo poskušali in so sodelavci veliko delali tudi na tem, da tej plaži damo tudi vsebino, da ni to zgolj eno zbirališče ljudi, kamor pridejo zato, da se ohladijo, da se sončijo, ampak da se tam tudi vsake toliko časa nekaj dogaja, kar pomeni, da ljudje z razlogom, tudi z razlogom po zabavi, po druženju prihajajo na ta prostor, in dober primer so bile Jadranske igre, kjer je bilo ljudi toliko kot na eni dobri reprezentančni tekmi v eni zelo obiskani športni panogi, tako da ni bilo moč poskrbeti, da bi vsi lahko spremljali, ker enostavno tribune v takšnem obsegu ni moč zagotoviti na obrežju jezera. No, vsekakor smo poskrbeli za to, da se tam dogaja, in dogajalo se bo tudi v prihodnje, je pa tesno povezano z odpravljanjem posledic rudarjenja. To sporočilo velja seveda predvsem tistim, ki mislijo, da teh posledic v Velenju ni več in da lahko zamahnejo z roko in rečejo, da z lokalno skupnostjo nimajo nič. Tem seveda sporočam, da še enkrat, da je zračni jašek ob restavraciji jezero največja ovira za nadaljnji razvoj turizma v Šaleški dolini, in da skladno z dogovori in zavezami, ki so jih dajali ob izgradnji bloka 6, poskrbijo tudi za tisti del, ki ga niso izvedli. Torej prestavitev tega zračnega jaška niže na deponijo premoga, kamor tudi sodi, in odstranitev teh objektov, ki so nad površino za transport premoga. To nam bo omogočilo nadaljnji razvoj. Eden od pogojev bo seveda tudi hitra cesta, in pa eden pogoj, za katerega smo pa sami poskrbeli, da je bil rešljiv, pa je nakup zemljišč. Tam, kjer je plaža, tam, kjer je dvorana vodnih športov in tam, kjer je tisti v ozadju velik travnik, to ni bilo več v lasti premogovnika. Premogovnik je to pred 10 leti prodal BTC-ju. Kako je potem to iz lastništva BTC-ja prišlo v lastništvo Tax Group gospoda Šešoka, je zgodba, ki je ne poznam. Mi smo se potem z gospodom Šešokom, že župan pred mano, pogajali. Tudi sam sem enkrat bil na teh pogajanjih, vendar se s ceno nikakor nismo mogli približati, ker mi nenazadnje smo zavezani cenitvi, in vse, kar je nad cenitvijo, je za nas, uradno cenitvijo, je za nas nesprejemljivo. Za njih pa ravno tako, ker si pač v poslovnih knjigah predvidijo vrednost zemljišča takšna, kot jim dejansko ustreza. In tako je tudi bilo. No, tu se začne potem ta zgodba z gospodom Ročnikom, ki ni nikakršna skrivnost in je bila takrat tudi javno pojasnjena. Tax Group in pa gospod Ročnik so dosegli sporazum, pridobil je to zemljišče in kasneje smo mi to zemljišče dejansko tudi kupili. Mi bi ga kupili od kogarkoli, če bi, edini pogoj je bil, da dosežemo ceno, ki je za nas sprejemljiva, in v tem primeru smo to dosegli in kupili to zemljišče in omogočili ves ta razvoj na jezeru, ki se danes dogaja. Toliko v pojasnila, kaj se je dogajalo. Seveda je pa zanimiva cena, ne, in morda bi pa o tem pa moral kdo razmišljati, da so po mojih informacijah, ki jih jaz imam, prodali BTC-ju to zemljišče po 10 mark. Poudarjam mark, ne evrov, takrat so bile še marke. Mi pa smo zdaj zemljišče kupili po uradni cenitvi nekaj več kot 20 evrov za kvadratni meter. Torej, to je velika razlika v ceni in tega vprašanja nihče ne postavlja. Vedno se postavlja samo vprašanje, zakaj občina nekaj kupi in kdo je v ta posel
vpet, ne glede na korist lokalnega okolja in ne glede na to, kaj si mi z razvojem želimo. Bilo bi pa potrebno postavljati vprašanje, ampak nekje drugje. Vprašanja se še vedno postavljajo okrog nadomestnega bloka 6 termoelektrarne Šoštanj, pa če morda manj okrog same izgradnje nepravilnosti, pa zdaj buri duhove ta odpoved pogodbe termoelektrarne Šoštanj komunalnemu podjetju glede oskrbe s toplo vodo oziroma s toplotno energijo, ste zdaj že kaj dlje v pogajanjih? Ja, to so zanimiva pogajanja. Najprej se dnevi prestavljajo, termini prestavljajo. Samo enkrat je to bilo zaradi komunalnega podjetja, drugače to termoelektrarna Šoštanj vodi te postopke. No, vsekakor to ni to, kar smo si mi želeli in kar smo pričakovali s to investicijo v blok 6 v Šaleški dolini in tako, kot nam je bilo predstavljeno, večina tega se ni realiziralo. In vprašanje je, kako bo tudi v prihodnje. Mi smo bili velik zagovornik tega projekta, tudi sam sem ga zagovarjal in še vedno mislim, da je potreben, da ga Slovenija potrebuje in če bodo vprašali stroko, bo odgovorila pritrdilno. Slovenija potrebuje termoelektrarno Šoštanj, potrebuje blok 6. Vse ostalo je pa stvar, ki terja določene odgovore in jih bojo nekateri tudi morali dati. Vendar ne pristajam pa na to, da zdaj Šaleška dolina zaradi bloka 6 trpi to, kar pravzaprav trpi v teh časih. Vsi kazalci so usmerjeni v Šaleško dolino in kadarkoli kdo govori o kakšnem projektu, omenja blok 6. Blok 6 je kriv za čisto vse v Sloveniji. Če kje ni cesta narejena, če kje ni karkoli sanirano, bi to lahko sanirali, če bloka 6 ne bi gradili. Pa bo potrebno naliti čistega vina tudi glede vrednosti investicije. Da se glede na leto načrtovanja, glede na leto podpisa pogodbe, primerjati cene s podobnimi termoelektrarnami, ki se v Evropi gradijo in bomo videli, koliko je odstopanje. Zelo težko je pa pristati kar tako na pavšalno oceno, da je vse zgrešeno in da je projekt preplačan. Potrebno je to strokovno obdelati. Se pa bojim, da vsi ti, ki se zdaj s tem ukvarjajo, pravzaprav zelo malo povedo o tem projektu. Dobiš poročilo Računskega sodišča, v katerem je vsaka 5. beseda signirana oziroma zakrita. Iz takšnega poročila si seveda ne moremo pomagati nič in ne zaznati nič, razen zaključkov, ki jih je Računsko sodišče sprejelo. Zato bi bilo dobro, da se dejansko vse oznake tajnosti z teh dokumentov umaknejo. Teh dokumentov je po mojem za 2 mandata Državnega zbora te komisije v tej sestavi, ki deluje in preiskuje politično odgovornost, da bodo dokumente sploh pregledali. In če želimo dobiti odgovore na vsa vprašanja, je seveda način tak, da ni skrivnost za javnost. Javnost mora zvedeti potem vse podatke, kako se je načrtovalo, kdo je načrtoval, kdo je tisti, ki je odločal za vsako fazo tega projekta. In če nekaj preiskuješ, potem mislim, da tajnosti ni. Če je projekt očrnjen, če so mnogi ljudje označeni kot neke vrste kriminalci, potem je prav, da se vse oznake tajnosti umaknejo z teh dokumentov in da se to posreduje javnosti tako, da bo lahko javnost sama presodila, ali je v tem primeru bilo karkoli narobe pri načrtovanju in vodenju tega projekta. Seveda v podrobnosti financiranja in tako kot pravijo izvršenih dejstev, je pa prav, da se ukvarjajo, bog ne daj, korupcije, ne? Je pa prav, da se ukvarjajo tisti, ki so za to pristojni in bodo seveda to zadevo tudi raziskali. Jaz še vedno verjamem v pravno državo, verjamem v sodstvo in mislim, da je v določenih primerih tudi ono na potezi. Kot sem pa dejal, mi s tem projektom bloka 6 nismo dosegli tega, kar nam je bilo napovedovano. Saj mi nismo sodelovali pri tem, ko so določali ceno premoga.
niti nismo sodelovali pri tem, ko so se odločali, da bodo projekt Blok 6 gradili. Ko so nam pa to predstavili, smo pa seveda to zagrabili z obema rokama, ker je za dolino to bil dober projekt. V nasprotnem primeru bi mi bili Zasavje v naslednjih letih, če seveda ne odmislimo nekaj uspešnih podjetij, ne nazadnje največjega slovenskega izvoznika tukaj v dolini, daje energetika delovna mesta. In brez teh delovnih mest bi seveda mi imeli velike težave. In ko so načrtovali Blok 6, so govorili o ohranjanju delovnih mest. Moje razmišljanje in moja politika gre predvsem v to, da ljudje imajo delovna mesta in da s svojim delom, svojim znanjem, svojo energijo preživijo sebe, svojo družino in da sledijo nekemu svojemu cilju, ki so si ga v življenju zadali. Danes pa poslušam grožnje od vse posod, predvsem pa z države strani HSE-ja po odpuščanju ljudi. Zakaj? Zakaj tega niso povedali takrat, ko so načrtovali Blok 6? Tega podatka nismo imeli. In pa čistejše okolje. Mi smo zaradi tega, da bomo imeli čistejše okolje, manjši vpliv na okolje Bloka 6 v primerjavi z ostalimi objekti na ta projekt pristali. In še zdaj mislimo, da je ta projekt dober, da ima manjši vpliv na okolje in da proizvaja z manj premoga, se pravi z manj energenta, več energije. Ali je premoga dovolj? Stroka je govorila, da ga je dovolj. Ali je cena prava? Stroka je stala za to ceno. Zdaj, če niso naredili vsega, kar bi morali, in tu je glavna poanta, in tu gre kritika tudi na holding Slovenskih elektrarn. Jaz se celo bojim, da je to bilo namerno poslovano tako, kot je bilo poslovano in da so premogovnik dejansko onemogočili v tistih delih razvojnih investicij, ki bi omogočile, da bi premogovnik lahko pridobival premog po ceni, po kateri je dejansko se zavezal s podpisom pogodbe med TEŠom in premogovnikom Velenje. Če pa ti ne izvedeš investicije, ki bodo pomenile pocenitev proizvodne in če za to ne dobiš denarja in če postaviš firmo v takšen položaj, da seveda banke že ko grejo na banko zapirajo vrata, potem seveda težko izpelješ takšen projekt in v tej situaciji danes so in želim si, da se ta situacija razreši na način, kot so ga napovedovali tisti, ki so tudi napovedali, načrtovali in tudi izvedli ta projekt Bloka 6. Šaleška dolina mora zaradi tega biti v enakovrednem položaju kot druge lokalne skupnosti. Mi ne moremo pristati enostavno na to, da ti objekti ne omejujejo našega prostora in da zato ne pridobiva lokalna skupnost nikakršnih sredstev. Če pogledamo Krško in okolico, hitro ugotovimo, kakšni denarji, približno 10-11 milijonov letno se zaradi nuklearke v TEŠu v Krškem razdeli med te občine. Tu, kjer je ogroženost prostora vidna, degradacija prostora vidna, pa nič. In zdaj imamo na eni strani šaleški lobi, na drugi strani pa ni lobija, ni tistega lobija, ki je zlobiral zakon v državnem zboru, po katerem te občine dobivajo odškodnino. To je lobi. In to je zelo uspešen lobi. Tu, v Šaleški dolini, se pa borimo za delovna mesta, za čistejše okolje in zato pravijo, da smo šaleški lobi. Mi se bomo borili še naprej in želimo si samo enakovreden položaj. Potem pridemo pa do tega dela vprašanja, ki ste ga postavili, ogrevanje v Šaleški dolini. Povsod v Evropi, kjer so termoenergetski objekti, se okolica ogreva oziroma sredina, kjer so ti objekti, ogreva s toplotno energijo pridobljeno na takšen način. In tudi v tej dolini se je to zgodilo ne zato, ker bi nas nekdo imel strašno rad in nam to omogočil, ampak zato, ker smo imeli v tistem času pač vodstvo tukaj na lokalnem nivoju takšno, ki se je zavedalo problematike in ki so na koncu pripeljali tudi do tega, da so se podjetja družbeno odgovorno obnašala tukaj v dolini. In glede na to, da se je tu pridobivala električna energija in da ni bilo čistilnih naprav, smo mi dobivali žveplo iz zraka v
dozah, ki danes pravzaprav niti razmišljati nihče ne sme. In zaradi tega se je takrat tudi odločilo, da se gre v to toplovodno oskrbo gospodinjstev v Šaleški dolini, da se zmanjša število individualnih kurišč, ker s tem smo vsaj to ublažili in izboljšali kvaliteto bivanja tukaj v okolju. Danes smo prišli v situacijo, ko pravijo in pozabljajo vse to, kar so govorili v zvezi z blokom 6 in nas postavljajo v nemogoč položaj. Zdaj pravijo, da je cena toplotnega ogrevanja prenizka. Jaz ne vem, ali je prenizka ali je previsoka, ampak nekdo bi to moral strokovno oceniti. In stroka, en del stroke pravi, da je celo zdaj previsoka, drugi del stroke pravi, da bi pa morda se lahko nekoliko dvignala, tretji del stroke se pa čudi, vključno z nami, kako je možno, da je izkoristek boljši, pri tem pa cena raste. To zanesljivo logično ni. Bolj se mi zdi, da je to predvsem namen, da se cena toplotnega ogrevanja v Šaleški dolini dvigne in da je razlika med ceno ogrevanja v Ljubljani in Šaleško dolino manjša, kot je zdaj. Ampak pogoji so različni. V Šaleški dolini je premog pod 3 evre za gigadžul. V Ljubljani je pa nekdo podpisal premog po ceni več kot 5 evrov za gigadžul. In zdaj je v Šaleški dolini 2,75 nesprejemljiv premog, govorim o džulih, ne govorim o količini premoga in kvaliteti premoga. Ampak glede na energetsko vrednost je ta premog po polovični ceni v primerjavi z ljubljanskim, ki ga uvažajo. In tu je ta razlika in te razlike enostavno ni mogoče zamegliti. In ne pristajamo na to, da nekdo dviguje ceno v Šaleški dolini zato, da bi zmanjšal to razliko in da bi lahko dokazal, da je njegov posel v Ljubljani tudi dober. Na to enostavno ni mogoče pristati. Poleg tega ti sporočijo, da bodo ne samo zvišali ceno, enostransko odpovejo pogodbo in to v roku 3 mesecev, kot da živimo nekje na vasi, pač če ne boš dobil premoga, greš pa drve nabrat, ne? To enostavno tu pri nas ni možno, ker rabimo 4-5 let za to, da dobimo nadomestni vir za ogrevanje in pa hkrati pri višjem izkoristku želijo dvigniti ceno in pravijo, veste, tudi nismo povsem zanesljivi z oskrbo. Se zna zgoditi, da je 72 ur ne bo, če blok 6 izpade iz omrežja. 72 ur seveda pomeni, da so v življenjski nevarnosti ljudje, ki živijo v domu za varstvo odraslih, v bolnicah, v vseh teh inštitucijah, ki so namenjene pravzaprav nečemu drugemu. To je povzročanje nevarnosti za te ljudi. No, zdaj se ta čas zmanjšuje in na koncu bomo verjetno prišli v nek normalen okvir, ki pomeni, da bo sicer motena oskrba, ne bo nemotena, ker je ne morejo zagotoviti, ker so tako izpeljali politiko investiranja v TEŠ-u, da pa bo ta rok takšen, da ne bo vplival na kvaliteto dobave. Ker to ne gre samo za ogrevanje gospodinjstev, to gre nenazadnje za industrijsko energijo. Vse Gorenje to toploto potrebuje, Veplas to toploto potrebuje, brez tega Gorenje ne proizvaja, Veplas ne proizvaja, še kakšno podjetje ne proizvaja in tega se enostavno ne znam predstavljati. In zdaj to odloča nekdo, ki misli, da mu je od Boga dano, da odloča o usodi Šaleške doline. Enostavno tako naprej ne gre. Mi smo se pripravljeni pogajati, mi smo pripravljeni doseči tudi kompromis, vendar kompromis je nekaj takega, kar je potrebno doseči skozi neke razgovore, kjer se razumemo, o čem govorimo. In enostavno to terjamo in bomo terjali tudi v prihodnje. Takšna malo grenka zgodba je tudi 3. razvojna os. Za njo imamo občutek, da je nikoli končana zgodba. Res ne bo nikoli dokončana? Ja, upam, da ne. Upam, da bo vlada zdaj, ko je prepoznala v tej hitri cesti javni interes, poskušala s tem javnim interesom
postaviti na prvo mesto torej pomembnost te ceste za okolja, ki jih povezuje. Jaz že razumem tiste, ki se zavzemajo za ohranjanje kmetijskih zemljišč. Saj tudi v Šaleški dolini smo se borili za ohranjanje kmetijskih zemljišč, pa imamo zdaj vodna zemljišča, ne? Nimamo več kmetijskih zemljišč v takšnem obsegu, kot smo jih imeli. Najboljša kmetijska zemljišča v Šaleški dolini so bila potopljena zaradi pridobivanja premoga. Pa nas nihče nič ni vprašal. Zdaj pa govorimo o hitri cesti, ki omogoča nadaljnji razvoj tako Šaleške, Zgornjosavinjske, kot tudi Koroške pokrajine. In enostavno ne razumem tistih, ki temu za vsako ceno nasprotujejo. Brez tega bo seveda Gorenje v težki situaciji. Ko sem že prej govoril o toplotni oskrbi, zdaj najboljše, da nimajo hitre ceste in težave z logistiko, načrtovanjem in izvajanjem logistike, in da hkrati nimajo še toplotne energije. In potem vsi začudeno strmimo v upravo Gorenja, ki se odloči, da bo selila proizvodnjo nekam drugam. Je pa to največji ali pa drugi največji slovenski izvoznik. In če tega država ne prepozna, potem nam pravzaprav skoraj da ni pomoči. Hitro cesto potrebujemo za nadaljni razvoj gospodarstva. Ko se danes pogovarjamo z investitorji, kdo bi prišel v Velenje in zagotovil dodatna kvalitetna delovna mesta, seveda vsi gledajo, kje je hitra cesta oziroma avtocesta. Dan že hitra cesta ni dovolj, gledajo, kje je avtocesta zaradi transporta, zaradi logistike. In brez tega seveda mi neke prihodnosti tu v tej dolini, v tem žepu pravzaprav nimamo. Zato smo toliko vztrajni in zato toliko tudi pritiskamo na to, da se proces pospeši. Saj mi te trase nismo postavljali. Ne na Šentrupert, ne na Podlog, ne na Arjo vas. Drugi so odločali o tem, kje trasa bo. Drugi so to traso selili in se mi zdi, da so jo selili predvsem zato, da se ni nikoli nič zgodilo na tej trasi. In zdaj, ko so jo predstavili na traso na Šentrupert, je ponovno Velenje krivo, da bo manj kmetijskih zemljišč in da to cesto delamo, to je pa najbolj bizarna izjava, kar sem jo slišal, zato da bomo vozili indonezijski premog v Šaleško dolino. Mi ne želimo tujega premoga. Mi si želimo, in to smo vedno znova povedali, da se energija proizvaja iz domačega energenta. In zato, ker je lignit tukaj, zato imamo termoelektrarno Šoštanj. Če pa mislijo, da bodo vozili tuj premog v termoelektrarno Šoštanj, si jo naj pa prestavijo. Na Tromostovje, če hočejo. V Ljubljano, pa naj tam imajo termoelektrarno Šoštanj. In naj uvažajo indonezijski premog. Tam so tako ali tako vajeni indonezijskega premoga. Tu, v Šaleški dolini, se bo pa elektrika proizvajala iz lignita, iz torej domačega energenta. Hitra cesta pa pomeni hrbtenico razvoja Šaleške, Savinjske in Koroške regije. Čudimo se, zakaj se Korošci obračajo proti Avstriji, oziroma veliko jih odhaja čez mejo v Avstrijo in tam išče svojo priložnost. Saj smo jih po naravni poti odrezali od centra Slovenije in nihče na tem nič ne dela. Potem pa pravijo, saj smo nekaj naredili, veste, saj smo umestili cesto med Slovenj Gradcem do Velenja. Slovenj Gradec jug, Velenje jug. To jim je tudi ena boljših potez. Ne? A zdaj bomo pripeljali pa ves promet z Koroške na dvorišče Gorenja. Od tu naprej pa kakor se kdo znajde. Na Šoštanj, na Polzelo, na Arjo vas, skozi Velenje. Nelogično. Nelogično, da ne rečem še kak hujši izraz. Nam je pravzaprav vseeno, kako se bo zadeva odvila, ne ali se bo cesta umestila ali ne, ampak kako bodo zadevo vodili do te mere, da pripeljejo cesto v prostor in da jo tudi zgradijo. Želimo pa in zdaj tudi zahtevamo, da se to zgodi čim prej. In da obvelja trasa, ki je najhitreje izvedljiva. Zdaj pravijo, imamo civilne iniciative, povsod imamo civilne iniciative. Ko se je zgodil Podlog, ko so rekli, da bo cesta proti Podlogu čez Lužnico, 5 civilnih iniciativ, pa verjetno še ni bila zadnja ustanovljena, se je v 14 dneh pojavilo. In kjerkoli se bo cesta pojavila,
bodo civilne iniciative. Vse tam, kjer je še ni, jih ne more biti, ampak če se bo pa pojavila trasa, pa bodo. In enkrat bo potrebno odgovoriti na vprašanje, kaj pa je javni interes. Ne samo te doline, ne samo Koroške, Savinjske, kaj je interes Slovenije? Je interes Slovenije, da v Velenju, da v Sloveniji še naprej imamo eno takšno firmo, kot je Gorenje, ali ne? Ali smo pripravljeni pripeljati hitro cesto sem in omogočiti ustvarjanje novih delovnih mest? Ali smo pripravljeni z enim načrtovanjem razvoja kadrov tudi sofinancirati razvojne centre enih takšnih podjetij, kot je Gorenje? Vse to bi potrebovali in povsod tu se nam zdi, da smo bili v preteklosti nekoliko odrinjeni od teh sredstev, ki so razvojno naravnana. In mislim, da ko načrtujemo prihodnost, vsekakor moramo graditi na temeljih, ki so dobri. In Gorenje in ostala industrija, ki tukaj je, tudi v Šaleški dolini in išče svoj prostor pod soncem, vsekakor pomeni, da se splača investirati v to hitro cesto. Gospod župan, gotovo pa so tile dnevi posebej praznični. Mestna občina Velenje praznuje svoj občinski praznik. Veliko razlogov je za praznovanje. Nekaj bo tudi prireditev, s katerimi boste počastili občinski praznik. Skratka, leto je kljub temu, da so zapleti, da so težave, uspešno. Ja, pravzaprav je uspešno. Se jaz tudi ne pričakujem, da bi ne imeli ogrevanja stanovanj v jesenskih in zimskih mesecih, ker to enostavno ni sprejemljivo. In verjetno bi moral tudi kdo posredovati. Glede cene, kot sem že dejal, govoril sem tudi z direktorjem agencije na eni seji komisije Državnega sveta, ki je tudi zelo jasno dal vedeti, da bodo pač se morala stališča zbližati in da oni tudi s 1.1. naslednjega leta dobivajo pomembno nalogo, kjer bodo vsi, ki bodo cene postavljali, morali to usklajevati z njimi in pridobiti njihovo soglasje na področju energije. No, če vse to odmislimo, smo lahko pravzaprav na leto, ki je za nami ponosni glede investicij in glede pridobitev, ki jih bomo v letošnjem letu ob občinskem prazniku, ob rojstnem dnevu mesta, predali mestu in občankam in občanom. Nič nisva omenila galerijo. Galerija je ravno tako obnovljena iz evropskih sredstev in bo te dni predana uporabi. Prepričan sem, da bomo tudi vsebinsko to galerijo spremenili, dodelali, dali nove vsebine in nove možnosti in zainteresirali ljudi, da se v ta prostor pridejo in da se ta prostor tudi vračajo. In še en projekt, ki smo ga ravno tako pridobili z nepovratnih sredstev, obnova Vile Rožle v Sončnem parku. Lep objekt, lepo obnovljen, sicer še z nekaterimi manjšimi pomanjkljivostmi, ki jih mora izvajalec odpraviti, vendar v grobem pripravljen za to, da bo tam dobilo svoje mesto in svoj stalni naslov Društvo prijateljev mladine iz Velenja in da bomo Vilo Mojcev, kjer so do zdaj bivali, namenili potrebam vrtca Velenje in s tem zagotovili možnost, da se tudi v tem šolskem letu ali pa v naslednjem koledarskem letu otroci oziroma starši svoje otroke, ki jih želijo v vrtec, tudi lahko vpišejo in da lahko rečemo, da v Velenju vsi otroci, katerih starši želijo, da hodijo v vrtec, da obiskujejo vrtec, to možnost tudi imajo. Nenazadnje, kot sta projekta Kohezija, vodooskrba, Gorica in te večje zgodbe in pa posamezni odseki obnov cest, vodovodov in teh zgodb sestavljajo en mozaik, ki je, lahko bi dejal, čudovit, kaže na to, da smo uspešni, da znamo, da zmoremo. Še posebej pomembno je to, kar sva na začetku omenila, da ohranjamo ta čut za sočloveka, da ponujamo veliko storitev, ki so nadstandardne, ki jih nekatere ostale občine ali pa večina ostalih občin nima. Bo pa težko to zdržati z načrti ministra Mramorja,
bomo vsekakor pridobivali sredstva v omejenem obsegu, potem bo seveda tudi financiranje vseh teh storitev vprašljivo, ampak to je že druga zgodba, pogajanja so v teku in upam, da bomo v pogajanjih prepričali tiste, ki se z njimi pogajamo, da smo v zadnjih letih gospodarsko rast pomembno sooblikovali tudi lokalne skupnosti z investicijami, ki smo jih vodile in zaposlovanjem različnih podjetij na področju gradbeništva, inštalacij in podobnih zgodb in ustvarjanju nove vrednosti. Torej Velenje se razvija še naprej, Velenje ostaja še naprej lepo mesto z vsemi nazivi, ki jih nosi, z vsemi prijatelji, ki jih v tujini ima in prepričan sem, da ni neke osnove za neko veliko skrb, da bi se karkoli v prihodnje spremenilo na slabše. Gospodarske napovedi zaenkrat so dobre, kar je za nas izrednega pomena. Mi pa, tako kot do zdaj, bomo tudi v prihodnje iskali priložnost za to, da zagotovimo dovolj kvalitetnega prostora, da bi, če bo za to interes, če bodo za to pogoji, investitorji v to dolino prišli ali pa tisti, ki so že tu investirali v nova kvalitetna delovna mesta. En takšen dober predlog mi je ravno razvojni center Gorenja, kjer mislim, da bi morala lokalna skupnost, država in Gorenje najti skupni imenovalec in poskrbeti za to, da se bo razvoj, ki pa je pogoj za nadaljnji obstoj takšne panoge, kjer Gorenje tekmuje s kvalitetnimi dobavitelji recimo ali pa proizvajalci bele tehnike, razvija še naprej. Ampak to je seveda stvar, o kateri bo potrebno razpravljati drugje in zagotoviti priložnost nadaljnega razvoja. Lokalna skupnost bo pa poskrbela za to, da tisto, kar je v naši moči, storimo v dobrobit občankam in občanom. Rojstni dan je vedno dan, ko praznujemo, hkrati razmišljamo o tem, kar se nam je zgodilo v preteklosti, kaj smo pomembnega sooblikovali v preteklosti in razmišljamo o prihodnosti, kar je zelo pomembno in tega se v Velenju zavedamo. In ker je to praznik, ker je namenjen praznovanju, smo pripravili tudi veliko prireditev. To priložnost izkoriščam, da povabim vse občanke in občane, da delijo to radost ob rojstnem dnevu Mestne občine Velenje z nami, da se veselimo skupaj pridobitev, da smo ponosni na to, kar smo dosegli in da smelo načrtujemo svojo prihodnost. Sodelovanje je seveda predpogoj za to, da smo uspešni. Mi imamo veliko tistih, ki nam zavidajo izven meja naše lokalne skupnosti, zato pravzaprav nesoglasij in zavidanja znotraj lokalne skupnosti ne potrebujemo. Potrebujemo pa sodelovanje, potrebujemo izrazit čut za sočloveka. Želim si, da bi pri nas, v naši lokalni skupnosti, v naši mestni občini Velenje ne bilo ljudi, ki potrebujejo pomoč, ki se obračajo na Rdeči križ, ki iščejo enkratno denarno pomoč, ki hodijo in stojijo po 1 uro v vrsti za to, da plačajo položnice brez provizije in pri tem prihranijo 4 evre, recimo, kar seveda govori o sliki, socialni sliki nekaterih ljudi, da bi tega bilo čim manj in da pomoč praktično ne bi bila potrebna. Ker pa vem, da je to iluzija v tem času in ker vem, da je mnogim ljudem težko, pa je prav, da tudi ob takšnih praznovanjih pomislimo na njih in da sami pri sebi sprejmemo zavezo, da bomo ljudem, ki so obtičali nekje na robu te naše družbe, ne zaradi lastnih napak ali pa tudi pomagali in jim življenje naredili znosnejše, kot ga imajo. Praznovanj, razlogov za praznovanje je več kot dovolj, zato spoštovane občanke, spoštovani občani, praznujmo skupaj, veselimo se torej dosežkov, bodimo ponosni
na našo skupno prehojeno pot in ozirajmo se v prihodnost. Tam je naš jutrišnji dan.